Tour 202. Lepo pozdravljeni, bliža se konec drugega tedna kolesarske dirke po Italiji, kar pomeni, da je blizu tudi 14. etapa, ki se bo končala v Sloveniji, v Novi Gorici. V rožnati majici vodilnega je Isaac Del Toro, Primož Roglič pa je po vožnji na čas napredoval na 5. mesto v skupnem seštevku. V današnji epizodi bo z nami Rok Lozej, tehnični vodja slovenskega dela etape Gira ter šef odbora za cestno kolesarstvo na Kolesarski zvezi Slovenije. Rok, pozdravljeni. Pozdravljeni. Na terenu dirko spremlja Dare Rupar. Živijo, Dare? Ja, lep pozdrav iz Italije. Kot vedno se nam bo pridružil Igor Tominec. Zdravo, Igor. Živjo. Z vami bom tudi Mojca Breskvar. Kolesarski podcast Vala 202. Nazadnje smo govorili, oziroma ste govorili po nedeljski etapi, ki je šla po trasi dirke Strade Bianche, v torek vožnja na čas, včeraj hribovita etapa in danes preizkušnja namenjena bolj sprinterjem. Kdo vas je morda najbolj navdušil v zadnjih 3 dneh? Če lahko začnem jaz, ki sem bil te dni tule. Richard Carapaz me je daleč najbolj navdušil med vsemi, ki so vozili v teh dneh tule, odkar smo znova na prizorišču. Nekateri so razmišljali, da so Richarda Carapaza povabili na tisto uvodno novinarsko konferenco v Tirani zgolj iz vljudnosti, ker je že dobil Giro, ker je tudi ob tem še enkrat stal na zmagovalnem odru ob koncu, ker ima olimpijsko odličje iz Tokija. Ampak Richard Carapaz je najmanj včeraj pokazal, da na tej dirki ni kar tako. Je pa res, da dan prej v vožnji na čas je med tistimi iz prve deseterice največ izgubljal ob Brendonu McNultyju. Včeraj pa me je res navdušil predvsem s tem, kar je poskusil narediti, saj na koncu je izničil zgolj 10 sekund na cesti in 10 sekund za nagradne sekunde, oziroma za nagrade, ki jih dobiš kot zmagovalec. Je pa nekaj res, da sem se ob tem spomnil na leto 2019, ko je prišel na vrh iz 25. mesta, ki ga je imel recimo na polovici dirke takratne po Italiji. Torej, Richarda Carapaza vsaj za zdaj sam ne bi nikakor izločil iz teh bojev, čeprav večina razmišlja, da so tule zgolj in samo še trije, ki naj bi na koncu odločali o vsem. Prav zanimivo je, da ne vključujejo v to Isaaca Del Tora, ampak vse bolj se pojavlja ime Simona Yatesa. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo. Danes po koncu etape, povsem ravninske, tudi nekaj zmede, ki so jo naredili sodniki. Zdaj niti ne vem, morda nam bo Rok potem povedal, ali sodniki, ali tisti, ki na cilju pregledujejo vse te čipe, ki jih imajo kolesarji, kajti zapisali so, da je določena skupina s favoriti zaostala 49 sekund, pa v tej skupini z izjemo Carapaza vsi iz prve deseterice. Na koncu so seveda vse skupaj popravili in vse umestili v tako imenovan čas zmagovalca današnje etape. Še enkrat pa Richard Carapaz me je najbolj navdušil v teh dneh drugega tedna. Ja, kar se rezultatov ali pa tega tiče, moram priznati, da sem zelo slab. Ko delaš nek tehnični del dirke in za tisti del, ki sem jaz tukaj zadolžen, povem po pravici, da gledam rezultate res z napol zaprtim levim očesom, leh toliko, da ne bi naprimer v taki debati ga osral in napovedal kakšnega, ki je že odstopil, ali pa kakšen je odzadaj, ker jaz pa ekipa, ki dela zraven, smo osredotočeni, da tehnični del etape speljemo. Ogromno je dela, ogromno je v zadnjih dneh teh telefonov, raznih usklajevanj, tako z našo stranjo kot s italijansko stranjo, tako da res, pa če me vprašaste tudi, ali pa če bom rekel za 2021 pa
kdo je etapo zmagal, v katero smo sodelovali. No, mislim, da je 2021 Viktor Kampenarc v Gorici zmagal, ampak to tako, drugače pa ne vem, nič in na koncu niti z tehničnega dela, ko se pogovarjamo, se ne pogovarjamo o rezultatih, ampak se pogovarjamo res o tehničnih finesah, ki so bile na sami etapi speljane, kaj mogoče skupaj vidimo za celo dirko, mogoče boljše izhodišče, boljše popravka, tako da res, mi tehnični ljudje smo zelo izven rezultatskega območja. Kaj pa vas je mogoče tehnično gledano bolj navdušilo, če ste že omenili ta tehnični del? Prej bi rekel tako, da včasih tudi neka pozicija same moči organizatorja in v določenih delih, pa pustimo to, da si res želimo varnosti kolesarjev. Razpravljali smo, naprimer v Novi Gorici, ne vem koliko križišč bomo odstranili, kako bomo ciljno ravnino iz 6 metrov širili za šprint na 8 in iz 6,5 na 8 pa doasfaltirali meter pa pol, pa gledamo naprimer v etapi v Albaniji, ko od 5. do zadnjega kilometra poteka po enem pasu etapa. Potem se vprašaš, a smo, a smo dovolj hrabri, da rečemo, in tle smo se navadili, da povemo, da tudi naše ceste so take, da že ko smo trasirali, smo vedeli, kaj je, in v zadnjem trenutku določenih detajlov ne spreminjamo. Naprimer, smo asfaltirali, da asfaltirali uvoz v ciljno ravnino, da smo posekali šikano, eno krožišče smo te vhodne pa izhodne otoke posekali, pa eno tablo sredi ceste odstranili. Tako, ja, ampak fascinantno je, ko se pogovarjaš res o nekih detaljih, pol pa vidiš neke etape, ki gre mimo vseh teh debat, ki so bile na raznih tehničnih sestankih navržene in predstavljene. K temu se bomo gotovo še vrnili v nadaljevanju. Igor, kdo je tebe najbolj navdušil v teh 3 dneh? Ja, mimo rožnatega Isaaca Del Tora pri njegovi starosti seveda ne moremo. Tudi na včerajšnji etapi s ciljem na dolgem vzponu je deloval izredno močen. Kronometer je odpeljal sicer slabše kot Roglič in Ayuso, pa vendarle do te mere dobro, da je ostal v rožnatem in da ima še naprej pol minute prednosti. Skratka, mladenič, ki zaenkrat se kar ne želi posloviti od rožnate majice, obenem pa mora nekako biti dovolj diplomatski tudi, da ne bo povzročil kakšnega razkola v lastnem moštvu Emiratov, tako da v vseh izjavah še vedno v superlativih govori o drugih kolesarjih, predvsem pa o svojem moštvenem kapetanu Ayusu. Na včerajšnji etapi je pravzaprav imel od vseh v generalni razvrstitvi, se mi zdi, največ moči, da je lahko pokrival akcijo Bernala, predvsem premišljeval je tudi o tem, da bi pokril akcijo Carapaza, ampak zato se je iz taktičnih razlogov nekako ni odločil. Skratka, mladenič zaenkrat ima izredno močne noge in tudi zelo dobro percepcijo, kaj mora storiti v taktičnem smislu in kaj ne. Zanimivo je, da se vozi v glavnini, na čelu glavnine na takšnem položaju, da se vidi, da je v vlogi pomočnika Ayusu, vendar pa zaenkrat mu ima dovolj moči, zadnji teden pa bo seveda pokazal, ali res lahko pri teh letih zdrži še peklenski zadnji teden. Skratka, Isaac Del Toro je v vsakem primeru, tudi če mu na koncu ne bo uspelo že odkritje letošnjega Gira in bo treba na naslednjih 3 tedenskih dirkah zelo resno računati z njim. Tokrat pa seveda upamo, da bodo izkušnje in pa tista, kako bi rekel, vzdržljivost nekoliko starejše generacije kolesarjev, v mislih imamo predvsem Primoža Rogliča, da bo to odločilo in da ga bo lahko premagal v zadnjem tednu, njega in pa seveda še falango preostalih konkurentov.
Mogoče rečemo še besedo ali dve o kronometru, to je bila morda ključna etapa po tej mini Strade Bianche, kot smo dejali. Primož je nadoknadil kar nekaj razlike, ki se jo je pridelal na tisti nedeljski etapi. Kako pomemben je bil za Primoža Rogliča ta kronometer, predvsem tudi morda z mentalnega vidika, kako pomembno je bilo, da je zmanjšal to razliko? Z mentalnega vidika izredno pomembno, je pa na koncu, ko gledaš rezultate, se ti zdi na nek način škoda, da so tista etapa z makadamskimi odseki, da je ustvarila večje razlike kot pa sam kronometer, ker vendarle je kronometer tista ura resnice na kolesarskih dirkah, ampak tako pač je. Včasih te doleti tudi smola in potem moraš to v resnih etapah počasi in z veliko vztrajnosti in potrpežljivosti nadoknaditi do konca. Ampak še ogromno etap je, 12 je šele končanih, tako da se bo vse še postavilo na svoje mesto do konca Gira. Imel sem to srečo, da sem Primoža srečal tako v nedeljo kot potem v torek. To, kot da je povsem druga oseba, izjemno zadovoljen je bil po torkovi etapi. Želel si je sicer kakšno sekundo še več pridobiti v primerjavi z ostalimi iz prve deseterice, ampak glede na to, da je bil dopoldan na ogledu proge na tleh, je bil na določenih predelih, ko je že začelo deževati, precej bolj previden kot dopoldan, ko je vozil v najmočnejšem dežju in izpostavil je, da to, da je vozil dopoldan v najmočnejšem dežju, mu je samo pomagalo, čeprav je bil znova na tleh. Zaradi tistega, kar je opravil dopoldan, je bil popoldan nekoliko bolj previden, po drugi strani pa marsikdo pravi, da je imel daleč najboljše razmere v tej zadnji deseterici, ki jih ni v celoti izkoristil. Ampak Primož je bil zadovoljen z tistim kronometrom v Tirani in tudi tokrat in med temi najboljšimi je opravil najboljše, ampak resnici na ljubo moramo reči, da smo to tudi pričakovali, čeprav je šlo za dva povsem ravninska kronometra. Je pa dejstvo, da je bil zelo poklapan in slabe volje po nedeljskih mini Strade Bianchah, da se je zaustavil zgolj za eno izjavo in zelo boleče je bilo vse. Tudi danes, ko smo bili pri avtobusu Bore, ko je prišel z avtobusa, se je videlo, da ga vse še močno boli. Potem smo se pogovarjali z Janom Tratnikom, ki je dejal, da je po tistem padcu prejšnji četrtek šele danes po noči zares spal brez bolečin. Nekako smo pogledali vse skupaj, sešteli in če se podobno zgodi s Primožem, potem bo prvič spal brez bolečin po nedeljski etapi, ki se bo končala v Asjagu. Omenila sta oba tudi že Del Tora, danes je pridobil še 2 bonifikacijski sekundi in tudi spregovoril po današnji etapi, v kateri so bili sicer v ospredju sprinterji. I was thinking like it will be more easy day in terms of stress, but the win put everybody a little bit like we need to be in the front, we need to be attentive and all this. And they put a little bit more pressure to the guys who are pulling. Then we take the breakaway a little bit early, and that make like everybody wants to be there for the bonus sprint. And at the end, with the team I managed to try to take a little bit of seconds, and yeah, I cannot be more happy. To be honest, I expect go more easy today, but at the end it's like this, and we enjoy it. Are you talking about Giro with Tadej Pogačar in these days? Yes, he's asking me about a little bit the time trial and the stages and how he's looking myself after the stage of Strade, also before the Strade yesterday. Yeah, I mean, we talk like normally, and yeah, it's okay.
Del Toro je dejal, da je mislil, da bo bolj miren dan, kar se tiče stresa, da so vsi želeli biti zraven pri teh bonifikacijskih sekundah, da z ekipo mu je uspelo nekaj pridobiti, da je sicer pričakoval lažji dan, ampak da je užival. Eden izmed novinarjev ga je vprašal, če se kaj sliši s Tadejem Pogačarjem, in dejal je Del Toro, da ja, da govorita, da ga sprašuje o kronometru, tudi o ostalih etapah, tudi o tej etapi Strade Bianche, pove mu, kako ga vidi, da sta govorila veliko in da se slišala tudi včeraj in da komunicirata kot ponavadi. Kako pomembno je, da morda lahko dobi tak mlad kolesar izkušnje nekoga, kot je Tadej Pogačar? Ja, jaz sem prepričan, da je to tisto, kar ti pove Tadej Pogačar, več kot izjemno. Konec koncev, vsak dan se tule v novinarskem središču pogovarjamo o tem, kaj je počenjal lani, da je nosil majico 20 dni od 21 etap, in če se slišita vsaj vsak drugi, tretji dan, in če posluša oziroma če sliši te nasvete, potem je to samo dobro. Vemo, da je bil Tadej letos najmanj na dirki med Milanom in Sanremom kar jezen na mladega Mehičana, ker je hitro, da ne rečem prehitro, odstopil, ampak mislim, da Tadej je tekmovalec, ki take stvari potem hitro pozabi in da daje zelo rad nasvete vsem tem mladeničem, sploh pa tistim, ki ga želijo poslušati in s katerimi se sliši prek dirke. Je pa dejstvo, tule se bodo o tem, kaj bo lahko napravil Del Toro v nadaljevanju v teh preostalih 9 etapah, odločili tukajšnji športni direktorji oziroma vsi tisti, ki vodijo Emirate. Tu so prav vsi na čelu tudi z direktorji, ki niso športni direktorji, tu je tudi Mačin in vsi ostali, in samo čakamo na to odločitev, ko bo prišla. In prav zanimivo, na današnji novinarski konferenci je znova dobil vprašanje, ali bo že v tem tednu prevzel v nedeljski etapi to kapetansko mesto v ekipi. Je rekel, danes me zanima samo to, da bo ob vrnitvi v hotel dobra večerja. No, to gotovo bo. Rok, govorimo veliko o teh izkušnjah, ki jih recimo tukaj da Tadej Pogačar Del Toru. Kdo vam morda lahko pomaga z nasveti, s temi tehničnimi, da bo v soboto v Novi Gorici vse tako, kot mora biti? Vsekakor, rekel že 2021, ko smo se lotili, ali pa smo bili vključeni v ta del, se pravi slovensko znanje od Bogdana Finka, alfa in omega dirke po Sloveniji, do Panta ali pa iz ozadja Uroša Šilerja, ki nam porihta vse dokumente. Je pa tako, da smo hitro sem hitro navezal stike s tehničnim direktorjem Gira Stefanom Malokijom. Pol ure nazaj sva bila na telefonu, pa določene stvari predebatirala. Potem je bil Raffaele Babini, ki sem takrat največ sodeloval z njim, ki je bil tehnični pomočnik, zdaj se je pač umaknil in pač zaradi let in ne sledi več tem 3-tedenskim dirkam. In potem v bistvu debatiraš, konec koncu se vrtijo eni in isti ljudje in si izmenjujejo mnenje. Naprimer, letos sem pomagal pri trasiranju italijanskega državnega prvenstva, ki bo v sosednji Gorici. Pač Italijani znajo, kako bi rekli mi, in znajo povleči tudi evropski denar, in zato, da ga dobijo, so speljali 2 kilometra italijanskega državnega v zadnjih krogih, v bistvu 4 krogi zadnji bojo po 27 kilometrov, 2 kilometra gresta tudi po Sloveniji. Pač zaradi financiranja, prideš na sestanek, konec koncu pride ta isti Raffaele Babini, s katerim sem oddelal tako etapo v avtu na 2021 na Giru pa 22. Tako da v bistvu na koncu se tudi v Italiji več ali manj vrti okoli tega tehničnega dela, se pravi RCS Sport, pravi te, ki imajo Tirreno Adriatico, Milano, Sanremo, in oni pomagajo
v bistvu tudi na tistih dirkah, ki ne spadajo pod njihovo okrilje. Naprimer, Raffaele Babini je bil prav tako, je držal tehnično roko nad evropskim prvenstvom, ki je bilo v Trentinu. Tako da to so res, bom rekel, gospodje, pravi jaz, 60 plus, pa ne govorimo o letih, ampak z res dolgo in veliko kilometrino na dirkah in pa tudi z dokaj, bom rekel, realnim pogledom, tudi kaj je mogoče ali ne. Se pravi, tako se je rekel, pa na tisti delovni ogled pa pride zmeraj neka druga linija. Naprej, da povem, da smo ta prvi tehnični ogled, ki smo imeli v novembru za to etapo, je prišlo 22 ljudi, ki jih je zaposlenih na RC Sport. Vsak je bil zadolžen za svoje, vsemi smo šli skozi, ampak na koncu je tako, da od teh dveh, naprimer, imeni, ki sem, predvsem zdaj Stefano Lokio, potem on odloča, bom rekel, in pregleda še enkrat. Bom rekel, moja prednost je, da govorim italijansko z njimi in da smo odprti in da res smo na WhatsAppu, na telefonu, na komunikacijah in stvari hitro in efikasno oziroma uspešno rešimo. Če govorimo o izkušnjah, kaj je nekaj takega, kar bi kot glavno stvar povedali nekomu, to je pa najbolj pomembno, da veš, da znaš, da razmišljaš o tem. Če bi morali eno izpostaviti. Predvsem je, da predvidiš varnost. Ne? Tle v zadnjem času je postalo najbolj pomembno in največ govora je, kar je po moje tudi prav, o sami varnosti zaradi kolesarjev. V preteklosti to ni bilo tako pomembno, vemo pa, če pogledamo same povprečne hitrosti etap ali pa tudi šprinte in to je, bom rekel, res od enih teh ključnih zadev, da se čim bolj, se pravim, pride v določene trase, ki bi rekel, da ali jih človek sploh ni šel pogledati, kako so speljali tam, ampak res je, bo rekel, ko je ogled trase, največ se govori o varnosti kolesarjev. Omenili ste sprint, danes nismo veliko govorili o tej preizkušnji za sprintere, zmagovalec 12. etape Olav Koj. Matevž Govekar pa še drugič na 9. mestu, to je verjetno dober obet za Novo Gorico, pa predlagam, da najprej prisluhnemo pogovoru z Matevžem Govekarjem, z njim se je pogovarjal Luka Dolar. Nekako smo že včeraj tudi od Gorazda Štanglja izvedeli, da prav veliko pomoči vam ekipa ne more ponuditi v teh šprinterskih etapah, ampak imate vedno več izkušenj in 9. mesto mislim, da je lahko tisto, s čimer ste zadovoljni danes, se strinjate? Pač naberem izkušnje. Bilo bi bilo boljše, malo sem okleval zadnjo ovink, ampak pač tole smo z glavnim ciljem za podium in tudi tako naprej bomo vozili, pač jaz pa pol lahko se poizkusim na koncu, pa pač naberem izkušnje, pa da bo tudi samozavest malo za Gorico, tisto ciljem. Že po tisti etapi v Napoliju, ko ste bili 10, na koncu uradno 9, ste dejali, zdaj sem se naučil, da moram že prej biti malce bolje pozicioniran. Danes nekako ponavljate to misel, če vas prav razumem, pred tistim zadnjim ovinkom ste dejali, tam bi moral biti malce bolje postavljen. Ja, spet sem prišel preveč od zadaj. Je kar malo frustrirajoče, ampak bo pač treba bolje. Pridete od zadaj zato, ker enostavno nimate vlaka. Se ne morete v narekovajih prešvercati na kakšen vlak od Visma Liza Bajka, recimo, ki je bil danes najmočnejši. Ja, na koncu sem malo skakal levo-desno, pa pač bilo bi boljše, da sem nekje v spredi, sem pač nekako sem čakal, mogoče se mi bo kje odprlo pred ovinkom, ampak pokaj so hitrosti tako visoke, enostavno tu ni rešitev, je treba biti spredi. Kako se odločite, kdo vas bo popeljal, bom rekel, do tistega zadnjega skoka, glede na to, da ste pred dnevi izgubili tudi zelo pomembnega pomočnika? Po občutku, ne vem, kar je najhitreje, se mi zdi, tako v momentu se odločam za enkrat. Po občutku pravi Dare, kako ti vidiš možnosti Matevža Govekarja, ki je že v Albaniji razlagal, da si želi dobrega rezultata prav na tej etapi, ki se bo končala v Sloveniji?
Ja, Matevž Govekar je tako kot vsi ostali sprinterji, res sprinterji, ki jih na letošnjem Giru niti ni veliko čakal. Najprej 4. etapo, sedaj pa še 8 etap do danes in tudi jutri in pojutrišnjem, torej jutri v Vincenzi in pa potem v Novi Gorici bo za njih priložnost. Zdi se mi, da preveč spoštljivo gre v ta zaključek, ker recimo na letečem cilju je bil on najbližje tudi Izaku Del Toru, da bi mu nekako preprečil, da bi Izak dobil tisti 2 sekundi. Bil je Matevž Govekar na 4. mestu na letečem cilju, kjer je imel precej boljši položaj, kot ga je imel potem na koncu, pa je dobro vedel, kako se bo zapeljalo na koncu in kakšen zavoj je tam. Najverjetneje res dobremu vlaku danes Visme, kjer je bil vlakovodja Wout van Aert, ne bi mogel slediti, ampak izbral je, kar je izbral, sedaj ve, da je napačno izbral, ampak pri teh hitrostih se odločiti, to znajo samo tisti najboljši sprinterji. Ne smemo mimo tega, da tudi Matevž Govekar je že znal zmagovati, ampak za nekaj, kar si želi, da bi bil še boljši od 9. mesta, bo pa potrebno tudi tisti kanček, da si v pravem trenutku na pravem mestu, da se ti prave stvari odprejo. Recimo Mats Pedersen, ki ni tisti tipični sprinter, ampak je sprinter, ki lahko tudi po vzponih, tistih najhujših, pride zraven, je poskušal tudi na nekaj načinov, pa je ostal brez prve trojice, pa si je močno želel recimo 4. zmage na tem Giru, kajti tudi zanj bo priložnost samo še naslednja 2 dneva. Enostavno izkušnje, on je bil gorski kolesar in recimo iz gorskega kolesarja v sprinterja, to je recimo uspelo Luki Mezgecu, in ali bo kdaj ujel tisto, kar je znal in še zna Luka Mezgec, to pa je predvsem odvisno od njega. Dejstvo pa je, da Bahrain ima v glavi povsem drugi cilj, to se pravi Tiberija pripeljati na prva 3 mesta ob koncu. Radi bi imeli belo majico, ki so jo imeli lani, in v seštevku ekip je Bahrain znova tam, kjer smo ga bili vajeni pred nekaj leti s precej močnejšo ekipo, kajti Bahrain je v tem trenutku med ekipami na 2. mestu, takoj za Emirati. Rok, vem, da vi gledate bolj z tehničnega vidika, pa vendarle bi si verjetno želeli, da bi bil v ospredju v boju za ta zaključni sprint tudi Matevž Govekar. No, Matevž je pen tak, ki si upam komentirati, predvsem zato, ker je cestno kariero iz gorskega v cestnega kolesarja začel v našem klubu, v bistvu v naši ekipi, pri Robiju Jenku. Povem lahko tudi anekdoto, da vsa kariera Matevža Govekarja se je začela v gostilni, ne, na cesti, ko sta se Valter Bonča in Robi Jenko v Vipavi srečala v gostilni in je Valter predlagal, da je fanta škoda za gorsko kolesarstvo in da dajmo spraviti na cesto, ker ima potencial. Ja, vse kariere se začnejo v gostilni. Ja, ne, to je že čist resnična zgodba. Matevž je prišel skoncentriran, pripravljen delati, poslušati Jenkota v tisti fazi, ko je bil tle hitro napredoval, in govorila sva dosti, bo rekel, no, kolikor se šlišmo kdaj po kakšnih messagih, sporočilih tudi o tej etapi. Etapa je, bo rekel, primerna za njega. Ne smemo biti prezahtevni. Mislim, da je lep uspeh. 10, kar bo boljše od teh 9 mest, bo super. Je pa sigurno, da lahko naredi rezultat. Tudi zadnji tak ovink za 90 stopinj, zdaj ko smo vstop v ciljno ravnino poravnali oziroma skoraj zglihali, je skoraj na 2 kilometrih. Tako da ta boj bo čist odprt po ravnini, ne
ne pa skozi neke ovinke z zaviranjem in to. Tako da jaz mislim, da pa še glede na to, da sta 2 kroga, se pravi, da bojo en krog šli prej, da tisti, ki bo imel nos, bo naštudiral mogoče tudi pozicijo brez nekega vlaka in mu bo lahko uspelo. In tle jaz mislim, da priložnost za Matevža je in vsi upamo, da jo bo izkoristil. Videli smo že na drugem mestu Slovenca, recimo v Gorici, torej v starem delu skupnega mesta. To drugo mesto je osvojil zdajšnji selektor Uroš Murn. Ali to lahko premaga Matevž Govekar, niti nočem mu nalagati na hrbet, kot je rekel Rok, samo da bo sproščen in da bo imel nos prav tisti dan in da ne bo pretirano obremenjen, da ravno v tistem trenutku to mora napraviti. Pustimo se presenetiti, mogoče bi zanj celo bilo bolje, da bi na tem terenu bil sam uvod v sprint nekoliko bolj zapleten, da bi lahko izkoristil poznavanje ulic, poznavanje terena. Tako pa bo mogoče celo preveč odprt teren, da bodo res tisti težkokategorniki lahko prišli povsem v ospredje. Kako vi gledate, Rok, na to prednost domačega terena tudi v samem sprintu, kdaj je ni v takšnih situacijah? Zelo pomembno po moje tle v tej fazi etape je tudi, da prvo je ena zadnjih etap, ki je namenjena šprinterjem. Koliko bojo ekipe res delovale za te šprinterje, ali bojo, ne vem, od štarta pustili grupo in da bo prišel nek beg, neko pol šprinterjev ali pa teh kolesarjev, rečemo pasistov, da bojo jih pustili, ker moramo vedeti, da naslednji dan je težka etapa in se pravi, polovile bojo oziroma interes držati skupaj, bojo imeli le ekipe, ki imajo šprinterja. Zdaj, po drugi strani je pa nimamo lih največjih težkokategornikov, ampak če pogledamo en Mats Pedersen, verjetno ima interesu enega Olafa Kodžija od Visme strest čez Brda oziroma ga utruditi, da pride v Gorico, pa tudi ta prehod čez Rafut 2x, je kilometrski klanček, ampak šprinterje tiste, kar je nekih težkokategornikov, prav tukaj taki, ki so specifični, jih lahko to uniči konec koncev in potem tudi po teh dolgih ravninah odprte so, ni to prav posebej med bloki, se pravi, lahko, nisem gledal sicer napovedi, ampak lahko pričakujemo tudi nek veter in tle, potrošijo energijo, potem pa, Matevž je prevozil ovinke, poznal ovinke in še bolj bi izpostavil, ko ovinke na koncu imamo, se pravi, pred tem 2 km pred ciljem, pred tem 90-stopinskim ovinkom imamo 2 krožni križišči, taki, ki bojo razpolovile samo grupo, tako da bo treba tudi na to misliti in kljub temu je neka tehnična zadeva, ampak bo pa kar hitra, no, in bo hitrost v igri in tle, ko sem rekel, da mogoče skozi Brda utruditi neke te težkokategornike, da bojo tudi potem, tudi dolina je tudi skozi Števerjan in dol je zahtevna, tehnično z ovinki, tako da ni kar enostavno uloviti in mogoče je tle priložnost, ki se kaže. Predlagam, da to pošljete sporočilo tudi Matevžu, kako naj se tega loti. Sej ve, sej smo govorili, tako da... Glede na to, da ste rekli, da poznate Matevža, imate morda še kakšno zanimivo anekdoto, ki jo lahko delite z nami in s poslušalci, ali pa morda kako ste vi spremljali ves ta njegov razvoj in prehod, ki ste ga omenili? On je bil res, preprost fant, še ena anekdota. Jaz ga kličem, bicikel imamo zate, kolo imamo zate pripravljeno, daj pošli mjere, tako ko imajo vsi, da ti naštimam v pozicijo, ki prevzameš, on reče, pojma nimam. Meni so naštimali, jaz se vozim. Ne? Mislim, tako, ampak to je bilo takrat ta prve začetki
je pa hitro dojemljiv in srka vase znanje. Tako da na koncu smo videli, do kam ga je pripeljalo, in sigurno mu pa je tako, če rečemo, kot nastop. Pustimo, da so fantje verjetno, kar se tiče reprezentančnega nastopa, do zdaj dosegli vrhunec z zmago Tadeja Pogačarja kot ekipno, ampak kot sam mu je pa verjetno ta etapa verjetno do zdaj največji tak izziv v življenju, in verjamem, da se bo dobro spoprijel s tem pritiskom. Saj, na koncu je 50 ali pa 60 km od tukaj doma, in to se v svetu reče, da si skoraj na domačem dvorišču. In do sobote bo zagotovo tudi že umeril svoje sprintersko kolo, da bo šlo najhitreje. Bo. In še nekaj bi dodal pri njemu, on je res zaljubljen v kolesarstvo, kajti dobro vemo, da se spoprijema tudi z zelo zapleteno boleznijo, celiakijo, in ko so mu odkrili bolezen, je najprej vprašal, bom lahko še kolesaril, in ko je dobil zeleno luč, da še lahko kolesari, mi je vedno rekel, da je bila mati bolj prestrašena kot on, kajti on se je samo razveselil, da bo lahko kolesaril, kljub temu, da so mu odkrili to dedno pogojeno avtoimunsko bolezen prebavil. Vemo pa, kaj to lahko pomeni za športnika v teh vzdržljivostnih športih. No, o prihajajočem koncu tedna, ki prinaša tudi etapo s ciljem v Novi Gorici, pa je spregovoril tudi Primož Roglič. Komaj čakam, konec koncev, da pridemo v Slovenijo. Moja žena ima tudi Lora predstavitev svoje druge knjige, tako da vsi vabljeni na to prireditev in sigurno bomo skupaj uživali. Samo še to ste že prebrali in bom rekel tudi odobrili, ali ste kdaj zavili z očmi? Sem seveda, ampak vsi vemo, ona je dobra z pisanjem in ima talent, tako da upam, da boste uživali ob branju. Tudi Lora bo gotovo med gledalci v Novi Gorici. Koliko navijačev pričakujete, Rok, da se bo zbralo tam nekje ob tem zaključnem sprintu? Sigurno pričakujemo lep del, pozivamo, bom rekel, ali pa želeli smo in vsemi pozivi, da se res razporedijo tako v Brda kot v Novo Gorico, in če so bile ocene v 2021 nekje 40-50 tisoč, sigurno pričakujemo podobne številke. Giro prihaja s ciljem v Slovenijo, kar je še poseben magnet, tako da v teh številkah se vrtimo. Se pravim, želimo si razdeliti čim bolj po celi trasi, da ne bi vsi bili skoncentrirani tam v cilju, ampak da bi bile res vse polne ulice slovenskih zastav, in da bi skozi vseh teh dobrih 20 km skupne, se pravi 30 je, zato ker se pač novogoriški krog polovi, da bi bilo to v bistvu ena živa veriga gledalcev ob celi trasi. Kaj je glavna stvar v vaših mislih, oziroma kaj so tiste stvari, za katere vas še skrbi morda zdaj 2 dni pred tem, ko bo vse moralo biti tako, kot mora biti? Sigurno je, bo rekel, ta napetost, predvsem varnost, in vsi, bo rekel, ta glavni sestanki so vezani za to. Popisali smo vsa rediteljska mesta, se pravi tako v Brdih, kot v Novi Gorici, samo na teh mestih, kjer jih moramo postaviti. To se dela tako, da naprimer usedemo se skupaj s policijo v avto, se vozimo 30 na uro in popišemo levo in desno vse dovoze, če govorimo v Brdih, iz raznih vinogradov na cesto, vse, in naprimer teh ljudi bo nekje ob trasi, se pravi ob teh 20 km, ki jih imamo mi, nekje 220-250
230. Tle je cel sistem od zadaj, kako te ljudi zbrifirati, kako da jim ne pade sama koncentracija, ko pridejo kolesarji, ker stojijo na svojem mestu že 2 uri prej, ko imamo še Giro E, ko imamo to karavano za reklamno z avtomobili, te propagandnimi. Tako da to res odleže, ko pride zadnji kolesar v cilj oziroma zadnje vozilo, da se ni nič zgodilo. Se pravi, moja največja skrb je varnost in temu največ poudarjamo, kdaj tudi v zameno, za kakšno večjo marketinško ali pa aktivnost, ampak kot pravim, varnost in naposlušamo se seveda telefonskih klicev jeznih ali pa užaljenih stanovalcev, ki kjer ne bojo mogli 2 ali pa 3 ure iti ven iz hiše, ampak pač to je naš sestavni del posla pri temu, ki ga delamo in kar zagotavljamo za kolesarje. Koliko klicev na dan je to? O številkah ne bi, ampak so razni klici, maili. Moram pa povedati, da so tudi da se med njimi najdejo tudi dobronamerni, ki opozarjajo še na kakšne malenkosti o progi, pa se bojijo, da naprimer pa kdo bo počistil pa to. Tako da ne bi samo o negativnosti, bi tudi o pozitivnosti, ampak ja, so taki in drugačni ljudje, na nas je pa, da za dirko zagotovimo varnost. Sam sem imel to srečo, da sem bil v tem delu naše dežele oziroma takrat pred 4 leti in ko smo se vozili takrat na Giru po Italiji, dobesedno skoraj da ni bilo nobenega človeka ob progi. Potem pa so prišli na našo stran, je bilo pa tako, kot da tiste vražje bolezni niti ne bi bilo in prav zanimivo je bilo, ko so spremljevalna vozila potem prihajala v novinarsko središče, ki je bilo v Gorici in so govorili, poglejte, kaj pa imajo Slovenci, a oni sploh niso imeli covida, gledalcev je bilo toliko kot, ne bom rekel, da toliko kot na Višarjah, kajti ne gre jih najverjetneje toliko, ampak ko pa razporediš celotno progo, teh 20 km in takrat je bilo nekaj podobnega, pa jih bo toliko kot na Višarjah in slovenskih trobarnic bo tudi prav toliko. Zato se tudi naši fantje, vsi trije, ki so v karavani in tudi Gorazd Štangl, ki bo v spremljevalnem vozilu peljal Bahrajn čim boljšemu dosežku naproti, že veselijo prihoda in konec koncev tudi v drugih vlogah v karavani je ogromno Slovencev. Bi povedal še eno anekdoto od 2021 v Brdih. Ne? Mi uradno, ko smo delali prireditev, mi v Brdih nismo imeli gledalcev in mi nismo dobenega vabili. Ne? Vsi ljudje, ki so bili uradno 2021 ob trasi, so bili pač naključni obiskovalci, ki so bili v Brdih in so naleteli na kolesarsko dirko. Pač tako je bilo v časih covida, ker če bi uradno mi vabili gledalce, bi mogli imeti na vsakih 100 gledalcev enega inšpektorja od države, ki bi pregledovala, da smo na pravi varnostni razdalji in tako naprej. Mi pač tudi država v tistem trenutku ni mogla tega zagotoviti in zato v bistvu smo tisto prireditev izpeljali v bistvu kot dirko brez gledalcev in vsi, ki smo bili, ste bili, pač jaz sem bil v avtu v Brdih, so bili naključno tam in so gledali dirko, za razliko od naslednjega leta v Kobaridu, ki smo mogli, bom rekel, tudi je bil večji tehnični zalogaj, se pravi zaradi parkingov in prav tako je naprimer večji tehnični in varnostni zalogaj sedaj v Novi Gorici, ker mi, bom rekel, javno pozivamo gledalce,
naj pridejo, naj se udeležijo, sicer naj vsi, in to vedno poudarjamo, ne spoštujejo od parkirnega režima do samih navodil rediteljev, varnostnikov in tako naprej, ampak tle je taka kar velika razlika, no, ker smo odgovorni tudi uradno smo odgovorni tudi za gledalce. Če niso bili vabljeni, pa jih je bilo toliko, koliko jih bo potem šele letos, ko pa jih vabimo, da naredijo vzdušje ob trasi? Igor, koliko gledalcev pričakuješ ti? Ja, vse, ki jih zanima kolesarstvo v Sloveniji. Mislim, da bodo vsi tam. Osebno jaz mislim, da bo to, da toliko ljudi še v Novi Gorici ni bilo. No. To je moje tako. Osebno, vselih je, Giro je druga največja dirka, imamo jo, cilj imamo v Sloveniji, imamo 2 kroga po Novi Gorici, to sem zanalašč, ko sem imel možnost narediti rajši kot 21-kilometrski krog, rajši 2 krajša, da jih isti ljudje 2krat vidijo, pa da bolj zapolnimo traso, tako da jaz mislim, da bo res ogromno ljudi. Ja, tudi sam imam tak občutek, da bo res en rekordnih obiskov. Bo dovolj prostora za vse, Rok? Delamo, zato tudi pozivamo, zato so tudi nekje razporejeni, tako v Brdih, v Novi Gorici, veliki ekrani. Ta tehnologija moderna, pa prenosi tudi po telefonih, so samim organizatorjem nam zelo olajšali določen del posla, ker prej so vsi silili v ciljni prostor, sedaj si pa nekje lahko tudi na 2, na 3 kilometrih v miru pogledajo dirko in vidijo tako po telefonu, oziroma še boljše, kot pa če stojijo v ciljni ravnini, s telefonom snemajo cilj in v bistvu gledajo ekran in sploh ne gledajo na dirko v živo. Tako da jaz mislim, da je ta tehnologija naredila nekaj dobrega tudi za to, da so trase polne tudi na ciljnih prostorih ali pa tudi ne prav najbolj atraktivnih delih, in to je, tudi, če se vrnem spet na tisto, kar že v celi debati poudarjam, povečuje varnost. Varnost vsekakor na prvem mestu, to se mi zdi, da je kar neka rdeča nit vseh teh podcastov. Vsi, ki so kakorkoli vpleteni v kolesarstvo, poudarjajo, da mora biti varnost na prvem mestu. Predlagam, da se za konec še nazaj vrnemo morda na tale tekmovalni del Gira oziroma na boj za skupno zmago. Namreč športnim direktorjem ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, Pačijem Vilo, se je pogovarjal Luka Dolar in za začetek je Pači Vila ocenil nek ta uvodni del Gira in kako vidi svojo ekipo. I mean, we started really well the Giro, and then it became a bit more complicated, let's say, due to crashes, bad luck, whatever. We lost Jai, which is a very important rider for us, of course. But still, I think Primož fight it back really well on the TT, so we're coming back. And also the riders that crashed, they're getting better and better. So we are confident that on the last week we have the team ready to just face the mountains and try to fight for the overall win. Are you afraid of the strong, let's say, UAE team? Because Primož is now hurt, Jan is hurt a bit. How do you see that? I mean, yes. I mean, of course, UAE has a very strong team, but that we knew before coming. Also at the start of the Giro, they didn't change the lineup during the Giro, so we knew that. But still, we are confident. We also have a strong team. If Primož is okay and the team comes back to the level after the crashes, I'm confident we can fight 1-1 with them. How do you see Primož? His level is high. He's better than last year. Let's say, I don't know, some comparison. I mean, hard to say year to year, but I think he showed already this Giro on the 2-time trial, especially how strong he is, and I think he's at a very good level. So I think we are ready to fight for the win. Yesterday we saw again on the first climb Primož was pretty much alone. How do you see? Is that a problem? Why is that happening? Also, I missed Dani Martinez. Maybe is that everything that you are preparing for the last week, or is that part of the tactic?
I mean, it was quite alone, but UAE has 3 riders and we have 2, so the difference was not so big, I would say. Yeah? It was Del Toro, Ayuso, and Rafa Maica, and we had Pellizzari and Primo. So yeah, it's different, but not that such a bit different when the race is hard. Yes, it's true that then in the big group we were just with 3 riders and they have 6 or 7. But when it counts, we were not so far from them. So I think the team is getting better. We really are looking to the last week, and then we will see what comes out, But I think we will be better than we are now, and the idea is to just keep growing through the race. Če samo na kratko oziroma čim krajše poskušam povzeti tale pogovor. Pači Vila je najprej dejal, da so na Giru začeli dobro, potem pa je bilo nekoliko bolj zakomplicirano zaradi padcev oziroma smole, česarkoli že, da so ostali brez Džaja. On je vendarle za njih zelo pomemben člen ekipe. Še vedno se Primož zelo dobro bori, pridobil je nekaj časa v tem drugem kronometru in počasi se vračajo. Samozavestni so pred zadnjim tednom, da imajo dobro ekipo, ki se bo lahko v gorah borila za skupno zmago. Potem ga je Luka Dolar vprašal, če se bojijo morda te močne ekipe, kot so Emirati, zdaj, ko je Primož nekoliko poškodovan, ko Jan ni najbolje, in Pači Vila je dejal, da ima UAE sicer zelo močno ekipo, vendar so to vedeli že pred začetkom, da je niso vmes spreminjali, ampak da so oni kljub temu še vedno samozavestni in da če bo Primož v redu in se po padcih lahko vrne na najvišjo raven, da se lahko borijo z njimi. Na vprašanje, kako dober je Primož, če je boljši kot lani, je dejal, da je težko reči, da na tem Giru je predvsem na 2 kronometrih že pokazal, kako močan je, da meni, da je na visoki ravni in da se, kot je že večkrat dejal, lahko borijo za zmago. Za konec je bilo morda še nekako najbolj pomembno vprašanje oziroma najbolj zanimivo, da včeraj je na 11. etapi je Primož Roglič ostal sam. Ali je to problem, kaj se dogaja, kje je Dani Martinez, ali je to vse neka priprava za zadnji teden, je to del taktike? In Pači Vila je dejal, da meni, da razlika ni bila tako velika, da so bili 3 kolesarji iz Emiratov in 2 iz Red Bulla, torej iz UAE, Del Toro, Ayuso in Maica, oni pa so imeli Rogliča in Pellizzarja, da je drugače, ampak ne tako zelo, ko je dirka težka, da res je, da ko je velika skupina, imajo oni, torej Red Bull 3 kolesarja, oni pa 6 ali 7, vendar da ko je pomembno, niso daleč od njih. Meni, da njihova ekipa postaja boljša, veselijo se zadnjega tedna in da bodo videli, kako se bo razpletlo. Misli, da bodo boljši, kot so zdaj. No in ravno ta primerjava se mi zdi zanimiva. UAE ima 4 kolesarje v najboljši 10-terici v skupnem seštevku in me zanima, se strinjate s športnim direktorjem, da ko šteje, da je ekipa Red Bull, Bora, Hans Grohe blizu Emiratom, ali so vendarle nekoliko razočarali in da Primož morda ostaja sam, mogoče najprej ti, Igor. Kolikor smo videli v včerajšnji etapi, je Roglič 100 km na prvem težkem klancu, 100 km pred ciljem, ostal brez vseh pomočnikov, niti Pellizzarja ni bilo zraven. Tako da Pači Vila risuje sliko malo lepšo, kot je. Ena stvar je dejstvo namreč, da bodo v zadnjem tednu verjetno še dvignili nivo, ko bodo odpravljene posledice teh padcev. Ne vem, kaj se dogaja z Danijem Martinezom, potem ko je odstopil Jai Hindley, vendarle bi Martinez moral večjo vlogo odigrati, ampak ni v formi, kot kaže, so se malo ušteli v stopnjevanju forme, poleg tega pa je tudi bil udeležen v tistem padcu in seveda nikoli moštva ne povejo vseh podrobnosti o posledicah. Tudi zmagovalec dirke po Sloveniji, Giovanni Aleotti, je premalo dal še za zdaj na tem letošnjem Giru. Skratka, za zadnji teden morajo še kako dvigniti obrate, da ne bo Giulio Pellizzari, ki je tako rekoč iz druge ravni prišel v prvo ekipo in zdaj postal kar naenkrat najpomembnejši Rogličev pomočnik, da ne bo preveč osamljen, ker na drugi strani pri UAE pa vidimo, da so vsi v top formi. Pravzaprav je Adam Yates, ki naj bi bil eden od sokapetanov, še po moje se največ žrtvoval za ekipo in tudi dostikrat potem v samem zaključku vzponov nekoliko jasno, razumljivo in upravičeno popustil. Vsi ostali pa še
so, mislim, da 100% ali celo nekaj nad tem. Za Del Tora bi rekel, da skoraj da vozi nad 100% tega, kar smo lahko pričakovali na letošnjem Giru. Ampak teden, ki prihaja, lahko marsikaj tukaj spremeni, brez moštva pa bo Roglič zelo težko dobil ta Giro. Brez moštva se izredno težko zmaga v kolesarstvu, čeprav sta oba slovenska zvezdnika že to nekajkrat postavila na glavo, te zakonitosti, ki so. Jaz prav veliko ne bom dodajal, Igor je bil zelo izčrpen in zadev je, lahko bi rekli, desetico, če bi takole govoril z lokostrelskega vidika, zadev je v črno piko, kajti ravno tisto, da je bil 100 km pred ciljem včeraj na tem San Pellegrinu, ki ni tisti San Pellegrino znameniti iz Dolomitov, vendar pa težji vzpon, kot je tisti dolomitski, popolnoma sam, in tudi potem, ko je našteval, kaj vse so imeli na zaključku, je pozabil na Adama Jejca, bili so torej 4 iz Emiratov in 2 iz Bore. Me pa je danes pomiril predvsem Jan Tratnik, ki pravi, da je z današnjim dnem vse drugače, da bo ta 2 dneva, ki sta zdaj pred kolesarji, zjutraj je rekel, te 3 etape še nekako v ozadju, še lizal rane, če se smem tako izraziti. Jan je zelo pomembna lokomotiva Bore. Moram pa reči še enkrat, Dani Martinez je bil lani 2, takoj za Tadejem Pogačarjem, letos pa ga zares še nismo videli v ospredju, in tudi ko pride z avtobusa, mi ne deluje tako po nekako obvezan, pa v teh obližjih, kot je Primož je bil danes znova polepljen z obližji, dobesedno po celem telesu, obližji mu potem popadajo na tla, ko se znoji in tako naprej. To ga precej jezi, ampak še vedno razmišlja, da bo tudi on zalizal rane tam nekje do nedelje, ponedeljka, in da se ne bo kaj veliko spremenilo v tej razvrstitvi najboljše deseterice. Me pa mogoče zanima, to, kako Dare, se bodo pri... Martinez je izredno malo letos dirkal, izredno pozno prihajal v formo. Mogoče je to dober podatek za zadnji teden, ker vemo, da je načrtno pozen v formi tudi z mislijo na Tour, kjer bo prav tako moral biti izredno pomembna desna roka. Prav zanimivo, ko je konec današnjega pogovora tudi Luka Dolar vprašal, ali je tole samo priprava za Tour, tudi pri Primožu, je Španec se samo nasmehnil, mislim, da so bili mikrofoni že ugasnjeni, in je rekel, ne, če Primož pride na dirko, potem jo želi zmagati. Bi pa nekaj še izpostavil, slej ali prej bodo pri Emiratih morali povedati, kdo bo tisti prvi. Spomnimo se, ko je Sepp Kuss dobil dirko po Španiji, koliko je bilo slabe volje pri takratni ekipi Visme, tudi pri Primožu, ki je odšel tja kot eden od kapetanov, na koncu pa je bil precej slabe volje. Nekateri pravijo, da je že imel v žepu Borino pogodbo, ampak morda tudi zaradi tega potem dokončno odšel iz Visme, ker enostavno ni več verjel zasedbi Visme. Si pa tudi ti, Igor, že večkrat rekel, tako kot je Primož gradil Jumbo takrat, očitno gradi tudi Bora. Rok, pa morda zaključimo z vami. Se že veselite, da bo ta etapa mimo sobotna, da bo morda nekaj manj stresa v vašem življenju? V bistvu, če povem po pravici, se po takih zadevah potem počutim praznega naslednji dan in iščem nove izzive. tako da se v bistvu bojim tega dneva, ko ni več tega, v bistvu, tega adrenalina, te neke konec koncev tudi odgovornosti, pač tudi iz same službe in vodenje podjetja, sem tega navajen, in najslabše je neko monotono stanje brez izzivov, tako da iščemo
iščemo že naslednje izzive, da ne bo naslednje jutro pust dan. Saj bodo novi izzivi hitro prišli, mogoče pa Furlanija Julijska krajina, ki je bila letos v igri za uvod, pride kmalu na vrsto. Vse je možno, bom rekel. Vse je bilo že v kakšnem intervjuju, sem povedal, sigurno je, bom rekel, cilj in kar bo v moji moči, se bom potrudil in izkoristil veze, da bi ali celotno etapo ali pa vsaj, bom rekel, velik del pripeljali Gira spet v Slovenijo in zaključili nekje v notranjosti. Pa ne, da ne bi hoteli, bom rekel, te, bom rekel, pokrajine, bom rekel, Furlanije in Gorice povezovati, ampak preprosto mislim, da si, bom rekel, tudi Slovenija zasluži in želi daljšo, boljšo, bom rekel, pa mogoče tudi našim hribolazcem pisano etapo in to je naš cilj, bom rekel, in če se oni borijo za svoje rezultate, dajmo se boriti mi, da jim pripravimo teren, da bi jih lahko enkrat doživeli na domačih tleh. Izjemna misel, bi lahko rekli, Roka Lozeja, ki se je vsega tega učil pri njegovem očetu, ki je bil tudi predsednik naše kolesarske zveze, in morda tudi tisto, kar je imel Enzo Cainero v glavi, svetovno prvenstvo v Furlaniji, Julijski krajini in Sloveniji. Zdaj smo malo zamudili termine do 2031, pa tudi takrat bo imela Italija, ampak dokler se kolesa vrtijo, bomo delili na tem in se kot pravim, če kolesari dirkajo, je malo se hecam, da smo mi športni politiki, ker nismo, bom rekel, ker jaz se nimam za kolesarskega, bom rekel, taktično ali pa to strokovnjaka, jaz tudi o taktikah o tem lahko debatiram na gostilniškem nivoju in se ne želim, bom rekel, spuščati v strokovne debate. Si pa upam strokovno komentirati, bom rekel, organizacije in, bom rekel, ali pa tudi ogromno časa vložiti v neka lobiranje. Naprimer, tudi za to etapo smo 2 leti hodili v Italiji po gostilnah in debatirali in prepričevali, da smo res in da si to zaslužimo. Tako da naj delamo mi to naprej, kolesarji pa res naj nas razveseljujejo z rezultati in kot sem že prej rekel, dajmo jim omogočiti, da tudi na največjih dirkah bi mogoče te rezultate pokazali na naših cestah. Rok, vi potem v nedeljo, če sem vas prav razumela, začnete iskati nove izzive? Dobro, nekaj imamo še naštimane, da ne bomo tako, pač ne moramo vse, ampak se ne ustavi s tem in bomo še delali kaj. Navadili smo se tudi, to se spomnim še zdaj 1. oktobra 2020, pa nisem poznal, smo bili pa še to mogoče anekdota, kako smo 2021 dobili podžupan Nove Gorice, Simon Rosič kliče, pred njem je bil Edi Reja, Rok, pridi sem, mi bomo imeli Giro. Ma kakšen Giro, pravim jaz, mi nimamo denarja, mi nimamo sistema. Ne, mi bomo imeli, pridem v pisarno od podžupana, so gledali in trasirali dirko še po zemljevidu, tako v starih časih, če pogledam med vojno, so kazali s prstom, kje bo šla dirka. Prišli smo popoldne Enzo Cainero, on je preprosto povedal, fantje, povprečni projekti me ne zanimajo, ali delamo popolno ali ne, in res mi je žal, da Enzo ni mogel doživeti svojega vrhunca in to je višarje, ki so bile, bom rekel, ker smo delili skupaj, dokler je bil še živ, res njegova največja, bom rekel, želja in tak največji izziv in ki se je na koncu tudi, bom rekel, za samega Primoža in za cel auditorij izpeljal sanjsko. Rok, hvala za vse te anekdote, predvsem srečno v soboto z vso organizacijo in predvsem, da bo vse varno. Rok, Dare in Igor, hvala vsem, da ste si vzeli čas in da ste bili del tega podcasta. Vsi ljubitelji kolesarstva seveda v soboto vabljeni v Novo Gorico. Hvala za pozornost in se slišimo. Tur 202.